Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Kako obvladujete svoj razum in svoje misli? Ali pustite, da vaš po mili volji skače naokrog? Ali mislite na stvari kot na primer vprašanje, ali ste sploh odrešeni? Veste, vsakemu izmed nas se to kdaj zgodi, vendar tisti trenutek, ko zasledite takšno misel, je takoj opustite. Ena stvar je, da se ta misel pojavi v vašem umu in še naprej premišljujete o njej in meditirate. Povsem druga stvar pa je, ko rečete, ne bom premišljeval na tak način. Postavi se za mano, Satan, grajam te. Nato pa mislite na nekaj drugega. Mislite na nekaj dobrega. Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak je mogočno v Bogu, tako da podira trdnjave, opušča predstave in vsako vzvišenost. Namreč misli, ki poveličujejo same sebe in so nasprotne spoznanju Boga. Drugo pismo Korinčanom 10. Opustite napačne misli. Ni vam potrebno misliti, kar vam pade na pamet. Vi lahko mislite in premišljujete karkoli vi želite, kajti vaš pripada vam. Ne dopustite, da boste za hudiča kot koš za smeti. Vsak dan se dogaja, kajti ni potrebno, da sem dolgo časa po konci in se že zalotim, da mislim nekaj neumnega. Zalotim se pri misli. Kaj je narobe z vsemi naokrog, ki jih poznam? Veste zakaj? Ker sem odraščala z zelo kritičnim očetom. In sem se proti temu duhu morala boriti. Vendar se bom trudila, da ne bom več takšna. Ne bom več takšna, ker sem izbrana za upodobitev v Božjo podobo po Jezusu Kristusu. Včasih na glas izrečem, v veri se bom srčno bojevala za vero. Ne mislite, da ste vi kakšen poseben primer, če sovražnik napada vaš Mi vsi to prestajamo. Ne mislite si, da ste že tako sveti, da se vam to ne more zgoditi. Vendar stvar je ta, če se tega zavedate in vztrajate v teh mislih za nalašč. Tu so vrata za greh. Molite, da vas bo Sveti Duh opozoril prav tisti trenutek, ko se neumne misli vsilijo v vaš Pomagaj mi, Sveti Duh, opomni me in mi daj milost, da opustim te napačne misli. Porabite čas tako, da premišljujete Božjo besedo. To enostavno pomeni, da znova in znova prebirate in premišljujete, meditirate določene stavke in na glas izrekate, tako da postanejo del vas. Ali premišljujete besede, ki so vam jih ljudje izrekli in vas užalili? No, rekli so meni to in ono. Ko jih bom videla, bom jim že povedala svoje. Spominjam se, da mi je nekoč nekdo povedal, da je nekdo drug, s katerim smo sodelovali v misijonski službi in je pravzaprav kar precej zaslužil zaradi našega sodelovanja. Da je ta oseba govorila zelo slabo o nas. Povedal mu je nekdo, ki je bil z njim na kosilu, ki je slišal njega in še enega našega poslovnega partnerja, kako sta o nas zelo grdo govorila. Torej 2 osebi. Bila sem tako jezna. Ko sem tistega večera legla v posteljo, sem napravila načrt. Ne bom jima več nudila poslovnega sodelovanja. Bom jima že povedala, da je nekdo slišal njune izjave. Kdo pa si mislita, da sta? Naj se pobereta. Ne bom dopustila, da se to dogaja. Sveti Duh pa mi je prišepnil, nič ne boš storila. Poslušajte sedaj, kaj mi je prišepnil. Storila boš to, kar praviš vsem drugim, da morajo storiti. Poslala jima boš darilo.
To je bila zame zanimiva, smešna izkušnja, ker sem se končno zares zavedla, kaj mi Bog govori, ker sem pri tem čutila resnično veselje. Bilo je nekaj takšnega, kot da nočem stopiti to sovraštvo, razočaranje, jezo, maščevanje. Nimam časa, da bi svoj čas zapravljala s takšnimi stvarmi. Če hočete kje posedati in zastrupljati svoje duhovno obzorje s tem, da govorite slabo o meni, potem je to med njima in Bogom, vendar mojega veselja ne bosta vzela. Tako sem jima poslala zahvalno pismo. Kako zelo cenimo njuno kvalitetno delo. Mislim, da je Satan imel takrat slab dan. Amen. Dajte no, namesto da pustite Satanu, da bi vam napravil slab dan, raje vi njemu napravite slab dan. Zakaj se ne odločite? Bog, pomagaj mi, disciplinirala se bom, ne želim se več pritoževati o ničemer. Pomagaj mi, Bog, da govorim dobro o ljudeh, da jih izgrajujem, pomagaj mi, da jih ljubim in pomagaj mi, da bom lahko ljubila svoje sovražnike. Vendar, Joyce, to je tako težko. Ne. Spomnite se, da smo mi maziljeni za težke stvari. Če slučajno niste bili tukaj, ko sem govorila, da ste maziljeni za moč in bližino Svetega Duha v vas samih in okrog vas. Mi smo maziljeni za težke stvari. Seveda je težko, vendar morate iti skozi to. Pregovori 12:16 pravi, previden človek se ne ozira na žalitve. Sveto pismo pravi, ljubezen vedno verjame v najboljše, o vsakomur. Kako ste kaj disciplinirani pri vašem apetitu? No, tukaj se nekaj premika. Mislim, da bom kar sedla za kakšno minuto, da boste lahko premislili. Kar mi v resnici potrebujemo, ni da se zanikamo, ampak da smo v vsem zmerni. Zmernost. Veste, ko postajate starejši, vaša presnova ne deluje več tako hitro in če ne uredite svoje prehrane, potem jo boste začeli nositi. Tako preprosto je to. Ne smem več jesti toliko, kot sem lahko pred 15 leti in to mi ni všeč. Vendar sem morala napraviti odločitev o tem, kaj hočem. Nekoč sem se pogledala v ogledalo in vse, kar je prej bilo gor, je sedaj viselo dol. Vse je nekam šlo, proti jugu. Tedaj sem vedela, da nekaj moram storiti. Začela sem delati na tem in sem se začela bolje prehranjevati. Nočem se vtikati v vaše zadeve, a pravim in vam praviti, kaj ne delate. Na koncu koncev vam samo hočem povedati, da sem prišla do takšne skrajnosti in pri tem ne želim resnično nikogar žaliti, vendar bi se morali imeti radi in se ceniti, ker smo Božje stvarstvo in Bog je plačal zelo visoko ceno za nas, zato da se vi danes živi. Če se zares imate radi in se cenite, potem boste začeli vlagati vase in skrbeti zase. To je tista točka, ko žanjete to, kar sejete. Ne vem, kako naj vam še drugače povem. Želi boste to, kar sejete. Jaz pa predavam bolje, kot se vi odzivate. Apostol Pavel je rekel, trpinčim svoje telo. Ne pa, da bi narobe prebrali, trpam svoje telo. Poglejmo v prvo pismo Korinčanom 9:27. Vi veste, da je vaše telo Božji tempelj, ker Sveti Duh prebiva v vas, v vašem telesu. Če se od tega oddaljite, potem Bog izgubi še eno posodo, ki jo je oblikoval. Če ljubimo Boga, potem si želimo, da smo zanj najboljše, kar smo lahko. Zanj. Amen.
Naj vam nekaj povem. Ni potrebno, da bi vse izgledale tako kot 17-letne manekenke na naslovnicah časopisov. Odločila sem se, da tiste stvari, ki ne izgledajo najboljše, skrbno skrijem. Naj vam nekaj povem. Kar nekaj časa je trajalo, da tu na odru takole izgledam. Mislim, morali so me pobarvati in naličiti ter urediti vse te stvari. Podložiti, stisniti, nekaj poudariti, drugo skriti. Dajte no. Ne želite si, da bi izgledali kot nekdo drug. Vzemite to, kar imate in iz tega napravite najboljše, kar lahko. Osebno mislim, da je Eva imela samo malo mesa na kosteh. No, ostali bomo pri tem. Prvo pismo Korinčanom 9:27. Poglejmo na kratko. Trdo ravnam s svojim telesom in ga usužnjujem. Podvržem ga disciplini in strogosti. To ne pomeni, da je grdo ravnal sam s seboj, vendar to pomeni, da ne izbere vedno lahke poti. Da ne bi bil sam zavržen, ko oznanjam evangelij. To dela iz strahu, da ne bi zaradi oznanjevanja evangelija drugim in kar zadevale to, postal nemočen, nepreizkušen in bil zavržen. Pavel govori, da mora biti pred drugimi priča, da mora biti njegovo telo v najboljšem stanju, kar je mogoče, da mora biti zgled za druge. Ena stvar, ki jo je Bog postavil v moje srce, je, da če hočem biti močna za zadnjo tretjino svojega potovanja, moram nekaj spremeniti. Koliko izmed vas si želi, da bi lahko še naslednjih 25 let poučevala Božjo besedo? No, če želim delati to, kar delam, in vi veste, da nisem začela danes. 6-krat sem že bila tukaj v vašem mestu in sem vam predavala. Potrebujem moč. Vi potrebujete nadnaravno moč od Boga, vendar pa ne morete vsega dobiti le od Boga. Ne morete samo kregati hudiča, ampak se podvrzite Bogu, uprite hudiču in ta bo od vas pobegnil. Ali dovolj telovadite? Ali le s težavo držite ravnovesje v svojem življenju? Poglejmo 1. Petrovo pismo, 5. poglavje. Ravnovesje, ravnovesje. Veste, kaj to pomeni? Nekateri izmed vas delajo preveč in bi potrebovali nekaj zabave. Drugi izmed vas imajo preveč zabave in bi potrebovali več dela. Nekateri ne spite dovolj, zopet drugi spite preveč. Nekateri zapravite preveč denarja, drugi zopet ne potrošite nič zase. Gre za ravnotežje, za zmernost. Počnite dovolj vseh stvari, ampak nobene preveč. To je dober, enostaven nasvet zdrave pameti. Zadnjič sem slišala nekoga reči, da zdrava pamet zadnje čase ni več tako zdrava. Začudili se boste, kako daleč boste prišli v življenju, če se boste ravnali po načelih zdravega razuma. Bodite v ravnovesju pred svojim sovražnikom, kajti vaš nasprotnik hudič hodi naokrog kot rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Potrebujete disciplino, da si lahko pridobite ravnovesje v življenju. To je eden izmed načinov, da uspem opravljati sedanje dolžnosti, saj veste, da mi do 70 let manjkata le 2 leti. Veste, zakaj vam to javno povem? Mislim, da je čudovito, da še vedno lahko delam to, kar delam in se počutim tako dobro, kot se počutim. Vendar to ni zato, ker sem preganjala hudiča, ampak sem morala biti pokorna Bogu. Ali boste začeli sedaj vlagati v svojo prihodnost? Ne čakajte tako dolgo, da bo vse narobe z vami in ne bo mogoče tega popraviti. Cenite sami sebe, vlagajte v sebe. Ne imejte toliko skrbi ves čas. Ne imejte tako natrpanega urnika, da ste popolnoma izgoreli od stresa.
Pridobite si ravnovesje v življenju. Kar Bog reče da, storite, in če Bog reče ne, to opustite. Ne zapravite celega življenja, da bi zabavali ljudi, ki jim ni nič mar za vaše počutje. Dajte kaj nase. Napravite določene meje v svojem življenju. Ne dopustite, da bi vas drugi izrabljali. Amen. Postavite meje in ostanite v varnostnem območju. Bodite pozorni, da so v vaši ograji vedno kakšna vrata, tako da lahko dopustite ljudem priti in oditi. Saj se nočete izolirati, kaj ne? Vendar vedite, da če nimate ograje okrog svojega bivališča, potem pridejo psi s ceste in kakajo na vašem dvorišču. To ni krivda psov. Torej, če dopustite ljudem, da kakajo po vašem dvorišču, po vašem življenju, potem morda potrebujete le dobro ograjo. No, nekateri izmed vas jo imajo, drugi pa zopet ne. Kako ste disciplinirani s svojim časom? Veš, nimam nič časa. Poglejte me, naj vam nekaj povem. Vi imate prav toliko časa kot vsi ljudje na tem planetu. Mi vsi imamo 24 ur na dan in pika. Zakaj lahko nekateri ljudje uresničijo toliko stvari v svojem življenju? Drugi ljudje pa na koncu dneva niti ne vedo, kaj so počeli. Tako sem zafrustriran, niti ne vem, kam mi izpuhtiti ves čas. Efežanom 5:15. Skrbno pazite, kako živite. Zakaj ne greste domov in pregledate svojo življenjsko pot? Če ste pod stresom, bodite iskreni in vprašajte Boga, kaj naj storite. Če ne prinašate sadov, potem je potrebno nekaj odrezati. A ste me slišali? To se imenuje obrezovanje. Ko se na drevesu veje razrastejo vse posod in drevo ni več lepo, potem jih je treba odrezati. Prinese jim novo obliko. Živite z namenom, vredno in vestno, ne kakor nemudri, ampak kot modri, pametni ljudje. Poglejte sedaj to. Poglejmo naslednjo vrstico. Skrbno izrabljate čas, kajti dnevi so hudi. Vsak od vas naj reče, dobro bom izrabil svoj čas. Poglejmo 17. vrstico. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. Božja volja. Kaj pa vaše finance? Ali preveč zapravljate? Ali prihranite denar? Ste skopuški iz strahu? Ali redno darujete? Ali poznate stanje svoje črede? To pomeni, ali ste v ravnovesju pri prejemkih in izdatkih? Se kontrolirate? Ali veste, koliko denarja pravzaprav sploh imate? Ali vnaprej razmislite, ko hočete nekaj kupiti? Ali se vprašate, če si to lahko privoščite? Kako se bom veselil te stvari po enem letu, ko bom še vedno moral plačevati obroke zanjo? Ali veste, kakšne položnice boste prejeli v prihodnosti? Ali zapravljate denar zaradi čustev? Ali kupujete za zabavo? Vi še posebej ne smete početi tega, česar si ne morete privoščiti. Veste, včasih grem nakupovat, ker to hočem. Ženske pač imamo rade to. Vendar je lahko zelo nevarno, če si tega ne morete privoščiti. Ali nakupujete zaradi udobja, ali jeste zaradi udobja, ko vas čustveno nekaj žre, namesto da bi se napotili pred Boga in si pridobili njegovo tolažbo. In še lahko nadaljujem, tega imam strani in strani. Prav sedaj si mislite: o, veš kaj, gospa?
Ti hočeš, da grem jaz sedaj domov, pospravim hišo, očistim avto, se posvetim otrokom, skrbim za svoje lase, negujem kožo, sredno nitkam zobe, kupim električno zobno ščetko, nato boš hotela, da ne pijem več gaziranih pijač in delam to in ono, sedaj boš hotela, da bi vsako jutro vstal in se posvetil Bogu. Joj, jaz pa sem prišel sem po pomoč. Dala vam bom odgovor, ali ste pripravljeni? Poglejmo pismo Rimljanom 7. poglavje. Nekatere stvari sem vam nametala, da se prebudite in rečete. Vprašajte se, ali sem pokoren Bogu. Ne samo stvarmi, ki jih Bog sporoča po Svetem pismu, ampak tudi tiste, ki jih je vsadil v vaše srce. Veliko teh majhnih stvari je, ki sem jih omenila pri zadnjem predavanju. Vse, kar vas prosim, je, da ste predani vodstvu Svetega Duha. Če ste sredi pogovora in nekoga upravljate, pa dobite majhen namig od Svetega Duha, da bi morali zapreti svoja usta, potem hitro utihnite in pika. Če želite stopiti v intimen odnos z nekom in vam Sveti Duh namigne, da to ne bo najbolje, potem se je bolje umakniti. Jaz vas samo sprašujem in vas usmerjam. Sprašujem vas, če boste dopustili, da bo Bog vaš šofer in če boste sprejeli njegovo vodstvo. Vem, da tega ne bi smel pojesti, vendar to je to, kar vam Bog želi povedati. Vi pa si govorite, vem, da to ni dobro zame, vendar bom vseeno to storil. Samo upam, da lahko storim napačne stvari in dobim pravi rezultat. No, dobro, vem, da bi moral, vendar ne bi smel tega. Vem, da ne bi smel govoriti ljudem na tak način. Vem, da ne bi smel biti tako sebičen. Vem, da bi moral več časa posvetiti Bogu. Vedeti to, kar je prav in tega ne opraviti, je po Svetem pismu greh. Nočem, da te stvari sprejmete kot togo držanje zakonov. Tega vas ne prosim. Pravzaprav vas prosim, da ne greste domov in napravite kakšnega velikega načrta, ki bi postal vaš nov zakon. Dobro je, da imate načrt. Vendar pa ne delajte načrta, dokler ne molite. Ne načrtujte in potem molite. Najprej molite in nato načrtujte. Prosim vas, da bi šli domov in rekli, Bog, kaj bi bilo potrebno spremeniti v mojem življenju? Ves čas sem pod stresom, pokaži mi, kaj naj spremenim. Nato sodelujte s Svetim Duhom na tej eni stvari, dokler ne ozdravite. Bog, večino časa se ne počutim dobro. Kaj lahko sam storim? Ali je kaj, kar mi želiš pokazati? Opiram se hudičem, se izročam tebi. Ali je kaj takšnega? Mogoče bi upoštevali samo namig, da greste pravočasno v posteljo. Jaz grem vsak večer v posteljo ob 9 ali pol 10 in vstanem ob 5:30 zjutraj. Včasih se moji otroci norčujejo iz mene. Najmlajši sin ima navado reči, glej mama, ulične svetilke so se prižgale, hitro pojdi domov. Vsak večer imam terapijo na fotelju. Odkrito vam povem. Tam tiho sedim in se spominjam vseh teh let, ko sem morala tekati naokrog sem ter tja in nisem smela zamuditi nobene zabave in sem poskušala razveseliti vsakega človeka, tudi tiste, ki jih niti nisem marala. Sedaj pa sedim tam in si mislim, o, moj Bog, tako rada imam počitek. O, moj Jezus, rada imam mir. Nato božam svojega majhnega 3,5-kilskega kužka maltežana in sem vsa navdušena. O, Jezus, tako si čudovit, to je čudovito. Nato opazujem drevesa in slavim Gospoda. Tako lahko stanem drugi dan in sem pripravljena na vse, kar imam za storiti. Naj vam nekaj povem. Veliko bolj sem zaposlena, kakor večina izmed vas. Vendar sem vesela, mirna, v ravnovesju in sem zdrava. Vi tega ne morete imeti brez discipline in samoobvladovanja. Vi pa ne boste dospeli do samoobvladovanja, če ne rečete,
Dobro, Bog, nočem celo vrsto pravil in določil, ampak želim, da me ti vodiš. Zelo sem srečen, ker je moj oče prenehal piti in kaditi. Zdaj ima več denarja za nakup hrane za našo družino. Postal je dober mož. In to je le ena zgodba izmed mnogih, ki smo jih slišali od azijskih otrok. Otroci pridejo v stik z našo misijonsko skupino in programom Roka upanja in oni privedejo svoje starše k Gospodu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.